En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, četrtek 2020, evo po 2 ali pa po 3 tednih, pa še to, se vam zdaj javljam zelo na kratko, ker sem danes prvi dan na duhovni šoli, evo pravkar smo začeli in se nekaj, da skočim samo za 10 minut, mogoče da podelim nekaj, kar se mi zdi, kar se mi je sedaj dogajalo v tem času, pri pripravah na duhovno šolo. Na duhovni šoli določiš namero in afirmacije in potem s to namero dejansko že padeš v sam proces. Sam proces tega poglobljenega dela na sebi. Ok, v zgori sem vam napisala en dober citat od naše Louise Hay. Če si pripravljen spremeniti svoje mišljenje, lahko spremeniš svoje življenje. Ok, pa mogoče danes čisto na kratko ene 3 nasvete, kako res lahko to naredite, ker več tako roke ne mogla držati, ko pa 7 minut, kako lahko to naredite, da boste res spremenili to svoje življenje, predtem pa najprej se odločili spremeniti svoje mišljenje. Marsikdaj opažam, pri mojih strankah, pri vseh ljudeh, da resnično imamo premalo hvaležnosti. Moj prejšnji video, jaz bi po moje lahko vsak video posnela na temo hvaležnosti, ker se mi zdi, da se nam tako vse zdi samoumevno, to, kar imamo, to, kdor smo, samoumevno se nam zdi naša družina, vse se nam zdi samoumevno. In s tem, ko se odpremo hvaležnosti, tudi avtomatsko začnete manj kritizirati, manj soditi ljudi. Kar naenkrat zastopite, da nekdo, če je drugačen kot vi, pač ima neke vzorce iz otroštva ali pa neke vzorce, ki jih je prinesel iz svojih preteklih življenj in to sprejmete. Tako da, če želite narediti neko spremembo, potem resnično odprite se hvaležnosti. To je najlažje tako, da vsak dan, samo vsak dan 5 hvaležnosti ponovite, napišete na list papirja in vam obljubim, da po 21 dnevih boste čisto drugačni. Druga zadeva, katera je pomembna, da naredite, čakaj, da vidim, kaj sem si napisala, da ozavestite svoje bolečine. Druga zadeva, ki vidim, da se marsikdaj komu dogaja, ko se vidi, da sem že kar vklopljena na duhovni šoli in potem vsekakor sem tudi zato bolj umirjena, bolj nežna, nisem več na 100%, ampak sem kar na 50%. Drugi korak, kateri je najbolj pomembno, da ozavestite svoje bolečine. Ne se bati, ko slišim nekoga, ko reče, joj, grozen sem, padel sem, ne vem, nimam, sem len, sem tegoben, sem tesnoben, karkoli, da si dovolite to narediti, nič ni to narobe. To pomeni sem, da ozavestite, da to ste in da to sprejmete. In potem pač rečete, da odpuščate te svoje tesnobo, ne vem, krivdo, dvome, karkoli pač je. Sprejmite najprej, ker ko boste sprejeli, boste lahko odpustili. Če ne sprejmete, ne morete odpustiti. Tako da ne se braniti vaših slabih navad, ampak si dovolite sprejeti te slabe navade. Naprimer, moja namera za to duhovno šolo je, da se sprejemam točno takšna, kot sem in si 100% zaupam. Kaj pomeni, kaj se mi je začelo dogajati? Mogoče, da podelim z vami, če mi bo roka zdržala, če ne bom mogla takole nasloniti. Kaj se mi je začelo dogajati? Sama sem po naravi kar dokaj ciljno usmerjena, prej sem bila ciljno usmerjena in zdaj pri tej nameri se najprej zgodi to, da stopi najprej tema ven, tista tema, ki te je nekako drajvala, da si to, kdor si. Vsi tisti, ki me prej poznate, seveda človek ne more biti uspešen, če nima teme noter v sebi in si želi pa še to, pa potrditev, pa dajmo še ta, pa še ta trg, pa še ono. To te drajva in ta tema je vedno največji steber za to, kjer ste. In sem prepričana, da najprej če človek res želi delati močno na sebi, je najprej dobro, da sledi tej svoji temi ali pa tem svojim ciljem, kakorkoli bi se reklo, da lahko pride do tega, da potem začne delati na sebi. No in ker je pač to moja namera, sprejemam se točno takšna, kot sem, je najprej tema butala ven. Vse tisto, ne vem, v skazi nekaj ni bilo okej, in sem kar rekla, pa dajmo malo akcije, pa kaj je zdaj to, pa gor dol. To pomeni, da ozavestiš
kdor v resnici si in se tega ne braniš, sprejmeš to, v popolnosti to sprejmeš. In ko v popolnosti to sprejmeš, le takrat lahko to odpuščaš, odstranjuješ, karkoli pač je. Ne vem, sodbe, krivde, krivice, zamere, kaj je še kaj tako močnega? Dvomi, to sem že rekla. Nisem dovolj dober. Nevrednost, nesprejetost, pomeni osamljenost. To je treba najprej treba ozavestiti, ni mi fajn, ker sem sama, ampak v redu, zdaj sprejmem to, da mi ni fajn, ker sem sama, sprejmem, ampak vseeno si pa odpuščam za to, da si to štejem, da je to slabo, ampak in potem se vsekakor zgodi to, da mogoče ne boste sami ali pa boste sprejeli to svojo samoto. Drugi del, da res ozavestite svoje bolečine, da se ne branite svojih bolečin. In ta tretja zadeva, katera se mi zdi marsikdaj, zdaj še posebej, ker je ta moja namera, še to buta ven, ko vidim ljudi, tako da, res je ta namera tako močna. Ko rečejo, rad bi shujšal, rad bi naredil spremembo v svojem življenju, ne prinaša mi posel, nimam pravi stranka. In ko vidim, da človek ničesar ne naredi na tem področju, to meni, da bi se karkoli odločil, da bi naredil neko spremembo, ne more pričakovati drugačnega izida, ne more biti rezultat. In včasih se mi zdi, da ljudje kar čakamo, vse med njimi sem bila tudi jaz pred leti, da ne pomote, tudi jaz sem bila pred leti, ko sem kdaj razmišljala, a bo kdo prišel pa me rešil čudežno paličico, pa smo zaposlovali svetovalce, pa dejte ti, pa dej to, pa dej ono. Skaza imela toliko svetovalcev, po moje, kot jih marsikatero podjetje ni imelo. Ker sem kar mislila, da bojo prišli čudežno paličico, pa bojo pričarali, pa oni rešili situacijo. Dokler ne greste iz svoje vloge žrtve v vlogo zmagovalca in se odločite, da naredite neko akcijo in naredite neko spremembo. Naprimer, če želite, shujšati, absolutno manj jejte. Pejte malo telovaditi, vam pejte na zrak. Če želite dobiti nov posel, pa absolutno ne morete zdaj sedeti pa čakati, da bo padel samo od sebe. Je nekaj treba narediti. In vedno je bila akcija tista, ki dela največje korake. Res, tako da jaz tudi drugače gledam, zdaj, ker sem na tej šoli, to je moja 3. duhovna šola. Duhovno šolo, komu priporočam, tisti, ki res želite poglobljeno delati na sebi. To pomeni, ko res se hočete absolutno soočiti s celotno resnico, kar je noter v vas. To pomeni čista resnica, kdo ste, zakaj ste takšni, a ljubite, ne ljubite, zakaj so vaši otroci, dejansko dajete vse tisto stran, kar mogoče vam je okolica dala, ali pa tisto, kar je prav, da govori, kdo je ta pa ta oseba, ampak spoznavate v resnici sebe. In vsako šolo, zdaj to je 3., resnično padem tako že 3 tedne v proces, kjer se mi začne dogajati, da prav so stvari, pride posel, pa vidim, a bi se jaz to odločila, če bi bilo to dobro zame, ali se to odločam, ker je to dobro za druge. Naprimer, ali če se zgodi, da mi sine reče, jaz bi pa to, a hočem biti dobra mami, ali jaz to naredim, zato ker tako čutim. Tako da, duhovna šola je korak res dela na sebi. Ne tako, res konkretno dela na sebi. Konkretno. Kako poteka? Zato bom, kdaj, ne vem, če se vam bom javila, če se bom lahko, ali pa tako bom kaj napisala, to bom sigurno, ampak vse dni smo, to pomeni skoraj vsa jutra smo v čisti samoti, to pomeni pijemo rastlino bobinsano in smo povezani sami s seboj. Jaz to rastlino imam drugače zelo rada, ker je rastlina tako res odpira srček, poveže se z njo, kaže ti dobre in manj dobre, vse ti pokaže. Potem pa začnemo s konkretnimi obredi, po sharingu začnemo pa s pravimi obredi. To je pa najprej, so pa jutra za nas, do popoldneva, ja. 3 stvari, katere bi danes mogoče še enkrat podelila. Najprej resnično pomembno, odprite se za Božjo voljo tej vaši hvaležnosti, odprimo se, odprimo. Ta svet bi bil lepši. Vse to, kar gledam, ko mi govorijo, veš, kaj se je tam zgodilo, veš, kaj se je tam zgodilo. Ta svet bi bil 10-krat lepši, če bi ljudje samo začeli vsak dan z hvaležnostjo.
Ta druga zadeva, ozavestite svoje bolečine, ne se jih braniti, ne bežati od svojih bolečin. In pol jih rešujemo, ali z alkoholom, ali z družbo, ali z odklopom, ali se umaknemo. Delamo vse, samo da se ne soočimo s svojo bolečino. In ta tretja stvar, katera je, da res se vržete v akcijo. In da se odločite, kako boste to akcijo naredili. Kaj boste naredili? A boste čakali, da nekdo prije pa vas reši, ali boste rekli, le, dovolj sem bil v vlogi žrtve, zdaj hočem postati pravi zmagovalec in se tega tudi lotite. Tako da, ja, ko hočeš ozavestiti svojo temo, takrat vidiš in srečaš ljudi, ki so v vlogi žrtve ali pa čakajo, da bo prišel rešitelj in tako naprej. In še posebej, preden sem prišla na šolo, sem čutila, da še vedno nisem totalno neozavestila, sprejela te ljudi, ki samo čakajo, kdo jih bo rešil, zaradi tega, ker mi je začelo ful butati, ven si vedno predstavljam, pa dej se pa že voljo, dvigaj narediti, pa pet nekaj narediti. Ampak ja, to mora vsak človek, vsaka oseba pri sebi spoznati. Veste, da je vedno moje stališče in vedno bo, vse se da, ampak da se samo na način, če resnično se poglobite vase, se odločite, kaj vi želite, ne kaj drugi želijo. Ne to, vsi govorimo, kako hočemo postati pristni, kako hočemo biti to, kdor smo, živeti res svojo resnico. Ja, potem je pa potrebno malce bolj pogledati vase in videti to. Želim vam en čudovit večer, en krasen vikend. Ne vem, kaj boste lahko ven iz tega potegnali, upam, da sem vam kakšne 3 dobre stvari povedala. Jaz sem skupaj z možem prvič na duhovni šoli, to bo tudi zanimivo. Zdaj smo se 3 dni, preden smo prišla na to duhovno šolo. Mama mia, ko pes pa mačka. Sem rekla, jaz sem pes, on je mačka, jaz lajam, on mjavka. Ampak točno to, ker tudi to se vidi, da sva nekaj še mama skritega, kar sva potlačila, pa smo zdaj vse je bilo top in top, zdaj pa vsak svojo namero se že vidi, da deluje. Tako da se veste, kako pravijo. Vi ste se prišli učiti o ljubezni, na ta svet. Če si dovolite odkrivati to ljubezen, verjamite mi, da bo vsak dan, vaš vsak dan, vedno lepši in vedno bolj srečni boste in vedno bolj boste živeli ta notranji mir. Tako da, čau, čau.